Lotil sem se s kolegi in kolegicami pred 3 leti državne politike. Zmagali smo na volitvah po 6 tednov zaradi odlične ekipe, ki je bila malo številna, zaradi ljudi, ki so verili v naš program in zaradi izjemnega sodelovanja z državljani in državljankami. Potem in po neuspehu pri sestavi vlade, hvala dr. Dinotep za zaupanje, sem se vrnil v parlament kot poslanec. V 3 mesecih ugotovil, da to ni ravno delo. Spoštljivo delo, ampak jaz sem operativc, kot je rekel dr. Menciger, zadolžen sem za kanalizacijo, za garažo pod Kongresnim trgom, za Stožice in šel še enkrat na volitve in pridobil zaupanje Ljubljančank in Ljubljančanov. V vsem tem času smo govorili, kaj je slabo v vladi, ki je vodil Janez Janša. Razlagali smo, da se ne da stiskati, razlagali smo, da se ne sme kaznovati upokojencev, če niso po njegovem mnenju na pravi strani. Takrat je bilo 26 tisoč. In pred 50 meseci smo dobili priliko, da oblikujemo vlado pod vodstvom kolegice Alenke Bratušek. Vlada je začela izjemno dobro. Pripravila je in dobila je program, ki je bil potreben v Evropski uniji, dobila je proračun za leto 2014-2015 in predvsem zame najbolj pomembno, prinesla je mir v državo. Nismo imeli več razprati, ni bilo več določenja, kdo bo prišel na kakšno proslavo in s kakšnimi zastavami bo tam na proslavi. Ta del je bil dober in ta del pozdravljen. Vendar je prišlo do tega, da smo počasi pozabljali naš gospodarski program. V tem programu, ki je zame ustava naše stranke, piše, da želimo imeti javno šolstvo, javno zdravstvo in to sta izvrstna. Videli ste po nagradi naši strokovni direktorici. Če pa reče še to, glede javnega šolstva, da v anketi Evropske unije med 79 evropskimi mesti je Ljubljana ocenjena učinkovitost oziroma zadovoljstvo v Ljubljani 90%. Vendar je na prvem mestu med vsemi temi mesti ravno skrb za predšolsko in šolsko vzgojo. Se pravi, da imamo izvrstno šolstvo in izvrstno javno zdravstvo. In če želimo imeti še naprej izvrstno šolstvo in izvrstno javno zdravstvo, če želimo zagotoviti pokojnine za vse nas, potem moramo imeti zdravo gospodarstvo. In tu je bilo tisto, kar je bil osnovni cilj. Gospodarska rast 3–4%, pri čemer se to gospodarstvo po moji oceni deli na 3 dele, ki morajo sodelovati. Pri nas je najboljši del izvoznega gospodarstva. Naši izvozniki izvozijo več kot 70% družbenega bruto proizvoda in če jih bi vprašali, kaj potrebujejo, bi rekli, samo dajte nam mir, kajti oni so že preizkušeni na celotnem svetovnem trgu. Drugi del gospodarstva, ki bi mogel nadgraditi to naše izvozno gospodarstvo, je gospodarstvo, ki se vodi skozi državne investicije. Nažalost smo tu v 3 letih doživeli največji padec med vsemi članicami Evropske unije, kar 26%. In če tega ni, potem ni novih delovnih mest, in če ni novih delovnih mest, potem ni optimizma, prihajamo v področje pesimizma, področje apatije in potem se nam tudi zmanjša potrošnja. Tako da lansko leto je bil padec potrošnje v Sloveniji največji v Evropski uniji 6,4%. In ta potrošnja zmanjšano vpliva tudi na zmanjšano proizvodnjo. In to pomeni, da gremo spet s ciklom navzdol. Kar pomeni, da bomo spet rezati in kdo govori, da je treba rezati javni sektor, da ga je treba zmanjšati, po moje mora najprej povedati, kako delimo javni sektor in biti do tega pravičen. Mislim, da sem eden redkih v tej državi, če ne bi rekel celo edini, ki sem vodil največje podjetje v Sloveniji in ki vodi največjo lokalno skupnost, tako da lahko delam primerjavo med zasebnim sektorjem in pa med javnim sektorjem. Ne vidim nobenega in nobenega ne poznam, ki bi zmanjšal število zaposlenih v vrtcih. Nobenega, ki bi zmanjšal število zaposlenih v šolah. Ali tistega, ki bi zmanjšal število zaposlenih na naši urgenciji, kjer smo pred enim mesecem čakali po 9 ur. Ja, treba je zmanjšati tisto birokracijo v posameznih oddelkih na nivoju države, na nivoju občin, če mislijo, da ta birokracija zavira razvoj države, če mislijo, da ovira pridobivanje dokumentov, ki so potrebni za črpanje evropskih sredstev. In pri vsem tem je ta odločitev moja bila za volitve na kongresu, tista, ki je še danes razumem jaz po svoje. Mnogi so mi očitali, da sem zrušil svojo vlado. Ne, jaz nisem zrušil svojo vlado. Torej sem prišel tisti, ki so to hoteli.
Moje sporočilo je bilo že na kongresu, da lahko imamo župana glavnega mesta, predsednika stranke in pa predsednico vlade. In tudi moj poziv je bil, da vlada ostane, da se samo popravijo dokumenti z temi ključnimi projekti, ki smo jih omenjali ves čas. Drugi tir železnice, tretja razvojna os, rešiti problem rudnika TET, urediti izgradnjo novih hidrocentralk. Pa ni bilo volje za to. Ampak, da vas zdaj vprašam, kaj naj bi bil jaz naredil? To sem naredil po mnenju mojih političnih nasprotnikov, nekaterih medijev, zaradi svojega ega. Drugi pravijo, da sem rešil družinski proračun. Rad bi videl za predsednika stranke, ki se tako rešil družinski proračun. Če pa pogledate zadnjih 7 let, je moja družina na tem proračunu najbolj trpela za moje odločitve, da sem šel sploh na politično področje. Tretji pravijo, da s tem imam lažjo situacijo pri policijskih preiskavah. Jaz mislim, da imamo današnjega nagrajenca, ki bo lahko razložil o neodvisnosti sodstva. Nihče pa ni pomislil, da sledim svoji viziji, da sledim svojemu idealu. Zdaj sem star, da lahko to povem. Tu imam kolegice, ki so začeli leta 97 v Mercatorju. Takrat je Slogan bil najboljši sosed. Ni jih bilo veliko, ki so to verili, ki so to spoštovali. Po 8 letih je ta najboljši sosed bil konkurenčen celotni evropski trgovini. Bili smo ponosni na to, da delamo v Mercatorju, v najboljši družbi. Je Mercator bil v tistem času edina trgovina na svetu, ki je dobila priznanje najboljša trgovina. Poglejte, kje je danes Mercator. Na to smo z evropsko ekipo prišli na mesto. Prisotni na mestu, sodelavci na mestu so nam dobro sprejeli in začeli smo udejanjati idejo najlepše mesto na svetu. Na začetku so se mnogi nasmihali in posmihali tej ideji, češ, kaj pa govori. Ampak sem prepričan, da danes tu v tej sobi, ne samo v tej sobi, da se več kot pol nekaj to čutite, da je Ljubljana dejansko najlepše mesto na svetu. In za to čutim hvala. In bil sem prepričan in imam svoj ideal, da je lahko družba v Sloveniji najboljša družba na svetu. Nihče me ne bo prepričal, da so v drugih državah pametnejši od nas, da so v drugih državah bolj pridni od nas, ampak enostavno se moramo poenotiti in iskati tisto, kar državljani potrebujejo. Lepo je, da dobimo pohvale v Evropi. Lepo je, da nas drugi hvalijo. Ampak enostavno treba je, da nam državljani povejo, da tisto, kar govorimo, je tudi dejstvo. V svojih letih sem se odločil, da ljudem ne bom lagal. Da tisto, kar obljubim, poskušamo resničiti, če mi pa ne bo uspelo, se pa ve, kje so vrata za odhod. In to je eden od razlogov, ravno ta gospodarski program, kjer smo se razšli. Drugi razlog je bil slaba banka. Bil sem proti njej takrat v opoziciji in še danes sem proti njej. Videlo se bo, da bo to največja zloraba slovenskega gospodarstva. Pravijo, da smo slabo banko sanirali bančni sistem. Verjetno je res. Ampak meni direktorji tu prisotni povejo, kako to čutijo. Ali imajo na razpolago cenejše sredstvo, ali jih imajo več sredstva, ali jih lažje dobijo. In dokler ne bomo uredili realni sektor, potem ima tudi sanacija bančnega sektorja ne pomaga. Osebno pa menim, da je ta bančni sektor na svetu naredil v zadnjih 10 letih največjo krivico državljanov sveta. In druga stvar, ki je enostavno ne morem sprejeti, da samo sprejemamo odločitve Evropske unije in jih izvajamo. Tudi mi ni razumljivo, da lahko nekatere države postanemo poskusni zajci za tiste preizkuse, ki jih načrtujejo v Bruslju. Poglejte, kaj se zgodi z Grčijo, ki je zdaj splavala iz gospodarske krize, s tem, da se število nezaposlenih povečalo 7% na 27%, da ne govorim o primanjkljaju. In zato mi je všeč ideja dr. Mencigerja, ko je rekel, jaz ne bom glasoval za visokim indeksom lojalnosti, ampak bom ponosen, če ga bom nizko, ker bom mislil svojo glavo v korist državljanov in državljankov Republike Slovenije. Hvala lepo za to misel. In če zaključim ta del, nekako se mi zdi, da ko sam sebe izdaš, ko izdaš svoje ideale, si pravi človek. Jaz tega nisem pripravljen, verjamem v to družbo, to, ko sem verjel v najboljša soseda, kot verjamem najlepše mesto na svetu. Kaj nas čaka še v Ljubljani v naslednjem obdobju?
Tu bi nadaljeval spet s tistimi cestami, to, da vidite, da poznam Ljubljano, cesta Andreja Bitenca, pa naprej Žanska cesta, pa cesta v Črni vasi, pa dokončanje projektov na Rakovi Jelšči, pa izvedba najbolj pomembne povezovanja ceste med Tržaško in pa cesto na Brdo, pa dogradnja naših stanovanjskih enot v polju 4 in potem polje 5, pa izgradnja novih enot na Brdu. In srčno upam, da bo Državni zbor spremenil zakon o stanovanjskih skupnosti, tako da se lahko zadržijo brez poroštva lokalne skupnosti. Pa če se vrnem malo na šport, dobili smo evropska sredstva za gimnastično dvorano Cera Pegan Petkovšek, tudi gradbeno dovoljenje, računam podpis pogodbe z Republiko v tem mesecu in potem bojo končno naši gimnastičari, tisti, ki osvajajo vse možne medalje na svetu, imeli svoj dom. Upam, da bomo dokončali Kolezijo v drugem letu, tako da bomo lahko šli na kopanje 9. maja 2015. Pa upam, da bomo pridobili sredstva za Ilirijo in da končno rešimo tudi problem atletskega stadiona na Žaku ter našo sramoto Plečnikov stadion. Pa če se lotimo malo kulturnega področja, srčno upam, da zaključimo rok, govorimo o večjih projektih, kajti Plečnikova hiša že teče, in pa Cukrarna, kjer bo dobil nove prostore za našo izvrstno ponudbo. In vidite, pri vsem tem, kar je bilo narejeno lani in kar delamo letos, je vsem pomemben podatek. Mestna občina je lani zaključila z 9 milijonov več prihodkov kot odhodkov. Rekel bi po podjetniško, da je bil to nek oblika profita. Mestna občina je lani vrnila tudi 9 milijonov kredita in nič novega vzela. Ampak še bolj pomemben podatek je to, da so se naša podjetja, razen Betola, ki je dobil neko kazen za nazaj, končala prvič od leta 1994 pozitivno. Čestitke vsem direktorjem in vsem zaposlenim podjetij. Da so vsi naši zavodi na področju kulture končali pozitivno, na področju športa, na področju zdravstva. Edini zavod na področju zdravstva, ki ima več kot 1000 zaposlenih, 5 v Sloveniji, je končal pozitivno. Enako vsi ostali in dragi kolegice in kolegi, hvala vam za tudi ta prispevek. Moja želja, moja ambicija je biti župan Ljubljane. Ja, želel bi si še ta tretji mandat. Naloge, ki sem prej omenil v kratkem orisu, so zelo pomembne. To pa je odvisno od dogovora s sodelavci, sodelavkami v mestni občini in pa v stranki. Predvsem pa jasno potem na volitvah, če bo do tega prišlo od Ljubljančanov. Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji Ljubljane, danes slavimo. Lep dan je, kot je bil 9. maja